Lepo pozdravljeni v tokratni vroči temi. Datum letošnjih volitev je znan. To je 22. marec. Zato so se in se bodo prav zdaj volilna opravila začela. Razlog, da smo povabili v studio predsednika Slovenske demokratske stranke, z nami je gospod Janez Janša. Lep pozdrav. Lep pozdrav, gospod Janša. Kaj ste si zaželeli za novo leto? Ja, vse tisto, kar je manjkalo v prejšnjem. Je tega veliko? Ja, kar nekaj tega. Povezanega z volitvami, ne? Ja, pa ne. Seveda volitve so letos tako državnozborske kot lokalne, oboje so zelo pomembne. In glede na to, da smo seveda v politiki, so želje povezane tudi s tem. Ampak niso to tiste prioritete. Torej, vi hodite po Sloveniji, že dolgo, tudi v prejšnjih mandatih, govorite o koaliciji z volivci in za ustavno večino razuma. Povejte nam, zakaj gre. Zdaj, koalicija z volivci je nekaj, kar bi tako morala delati vsaka stranka. Slovenija pa je nekoliko posebna. Zdaj, če spremljate gostovanja politikov, predsednikov strank po različnih studijih, jih novinarsko sprašuje, s kom boste šli v koalicijo. Zdaj, to so vprašanja za po volitvah, to niso ključno vprašanje pred volitvami. Pred volitvami se je pač treba pogovarjati o tem, kaj lahko kdo ponudi v smislu programa, pa tudi v smislu rezultatov, če si na oblasti. In okrog tega se pač gradi koalicija z volivci. Se pravi, zdaj je naša dolžnost, da ljudem dajemo odgovore na vprašanja. In torej ustavna večina razuma bo kakšna? Zdaj, ustavna večina razuma je pa tisti cilj, ki ga Slovenija potrebuje, ker smo zatavali, smo v močvirju. Dohitevajo nas države, ki so nam pred 20 leti močno gledale v hrbet po razvoju, pa tudi po neki notranji dinamiki, svobodi govora, demokraciji in tako naprej. In je skrajni čas, da se streznimo. Zdaj, v demokraciji obstajajo takšni in drugačni instrumenti, da se zadeve popravijo. Če se stvari, oziroma tam, kjer so stvari zelo zavožnjene, so potrebni ustavni instrumenti in zato rabiš dvotretjinsko večino. In Slovenija je na točki, ko nekaterih zadev ni možno popraviti drugače kot z dvotretjinsko večino. Tako kot v času osamosvajanja so bile zadeve, ki smo jih morali sprejeti z ustavnimi akti, bodisi z ustavnimi zakoni, kasneje smo hvala Bogu sprejeli lastno ustavo. Nekatere stvari so se takrat zdele samoumevne, se nam je zdelo, da jih ni potrebno zapisati v ustavo. Recimo, da če bi takrat nekdo predlagal, da se v ustavo zapiše, da je oče moški, mama pa ženska, bi se mu vsi režali. Bi verjetno gledali, kje je kakšna sirena, ker so prišli možje v belem in ga odpeljali. Danes pa se odkrito v javnem prostoru trdi, da je lahko moški noseč, da obstaja 47 spolov, da je spol socialna kategorija. Skratka, smo v nekem zblojnem času, kjer ne prevladuje samo ta volk oziroma prebojenska ideologija z socialističnimi ali pa z rdečimi odtenki, ampak smo v času, ko se zanikajo, temeljni naravni zakoni, znanost, v času, ko dosežki razsvetljenstva pred stoletji naenkrat niso več samoumevni. Kar se da pomeni, da je neke stvari pač zdaj v tej situaciji treba ponovno postaviti kot sidro. Ampak jaz sem navedel en tak, bolj teoretičen primer. So pa tukaj tudi kruta dejstva, zaradi katerih nas tisti, ki so nam včasih gledali v hrbet, zdaj postajajo počasi vzor, recimo, kar se tiče gospodarskega okolja,
sosedna Hrvaška, razumnih davkov in tako naprej. In tukaj so enako potrebno ustavna sidra, recimo ustavno sidro v tem smislu, koliko tega, kar skupaj ustvarimo in kar se z malo učeno besedo imenuje bruto domači proizvod, ne? To je vse tisto, kar pač Slovenci ustvarimo recimo v enem letu. Koliko tega lahko država pa občina vzame z davki in prispevki. Tukaj je treba neko sidro postaviti, sicer se bomo potopili, ker v mandatu te vlade smo doživeli zadnje leto, ko imamo podatke, ko se je delež davkov in prispevkov, se pravi delež dajatev, bruto domačem proizvodu povečal za 2 odstotni točki, kar je v denarju skoraj 2 milijardi. Razumete, v roku enega leta. To je ogromen denar, to je ogromno breme, ki se je preneslo na nas davkoplačevalce preko dviga davkov, preko dodatnih prispevkov, kot je ta za dolgotrajno oskrbo, čeprav storitev še ni bilo in jih v veliki meri še vedno ni. Tukaj so neke meje, ko potem z nekimi normalnimi mehanizmi tega ne moreš več reševati, če se ne postavi nekega sidra, in mi predlagamo, da se to sidro zapiše v ustavo. Torej, kakšno bo to sidro? Mi imamo predlog, kar se tiče odstotka pa številk, vendar ga ne bomo komunicirali, ker pač želimo na tej točki zadevo ostati odprto, zaradi tega, da se potem, ko pač po naslednjih volitvah slika postane jasna, kdo je v parlamentu, in ko se eventualno pokaže možnost, da se vzpostavi ta dvotretjinska večina, da se pač izpogajamo okrog nekega razumnega deleža. Ne. Je pa jasno, da pač najmanj, kar bilo treba narediti, je to, da se sidro postavi tukaj, kje smo. Ne. Do tukaj lahko, naprej pa ne. Ker potem se da z različnimi mehanizmi zadeve tako ali drugače reševati tudi na zakonski ravni. To, da se omeji delež, ki ga lahko davkoplačevalcem po gospodarstvu vzamete iz žepa nekaterakoli vlada, to ne pomeni, da vlada potem nima nobenih manevrskih prostorov pri davkih, ampak to samo pomeni, da če neke davke zviša, mora druge znižati, tako da obremenitev ostaja na približno enaki ravni. Ne. In tukaj je zelo pomembno tudi, da se razmeji ta delež, ki pripada državnim institucijam, in delež, ki pripada lokalnim skupnostim. To, kar se zdaj dogaja, je tako ali tako protiustavno, ker v ustavi je zagarantirana, ne, kot ustavna pravica lokalna samouprava, se pravi znotraj svojih okvirov so občine, pokrajini tak še nimamo, samostojne, ampak v praksi je pa tako, da se morajo skupnosti občin vsako leto pogajati z vlado, koliko bo povprečnina, in so vsi veseli, pol, če vlada malo popusti, pa je kak amandma pri proračunu, pa dobijo še par evrov več na glavo prebivalca. In je to razvojna cokla. Zakaj? Zato, ker evro, ki se porabi na občinskem nivoju, če izvzamejo Ljubljano, pa še kakšna druga središča, ne, ki so velika, pa ljudje ne zastopijo makroštevilk, ampak 1 evro porabljen povprečno veliki občini ali majhni občini se v povprečju bistveno bolje investira, zato ker ljudje vidijo, ali je župan oziroma ali je občinska uprava zgradila pločnik, razsvetljavo, vrtec, šolo, a ne. Dočim, ko gre pa za državni proračun, pa so to drugačni obsegi, pa tudi drugačen nadzor, in se dogaja, da pol vlada, kot imamo recimo med Božičem pa Novim letom, da 8 milijonov za podrtijo na Litijski, ki je 10 minut od sedeža obeh ministrstev, ki sta o tem odločili. Po sedežu predsednika vlade pa se noben niti ne sprehodi do te stavbe, da bi videl, kaj so kupili za 8 milijonov. Ne. To je količina denarja, ki presega denar letnih proračunov
kar nekaj manjših občin v Sloveniji. Zdaj, če bi se to v neki občini zgodilo, bi upor, je to nemogoče. Ne? Tukaj se pa to dogaja, zaradi tega je pač lokalni samoupravi treba zagotoviti fiksen delež bruto domačega proizvoda, znotraj tega, kar je dovoljeno pobrati z razumnimi davki ljudem in gospodarstvu, tako da se da potem tudi načrtovati investicije, da to ni samo, ker so projekti, ki jih v neki občini lahko realiziraš in financiraš skozi daljše časovno obdobje, ne moreš ti to vse predvideti v letnih proračunih in ne more biti to odvisno od dobre volje konkretne vlade, koliko bo povprečnine, ki je tisti fleksibilni del zdaj, iz katerega gre veliko investicij. Skratka, ko govorimo o teh ustavnih sidrih pri javnih financah, so to stvari, ki so relativno enostavne, kar se tiče izpeljave, če imaš dovolj glasov, nekaj ustavnih členov, je pa efekt ogromen. Poleg vsega to prinese tudi stabilnost v državo in nek tuj investitor, pa tudi domači investitor, približno ve, kam vlaga, kakšni bodo davki v predvidljivi prihodnosti in da to ne bo odvisno od vsakokratne vlade, ki lahko pol z navadno večino to spremeni. Zdaj to sidro, ki ga omenjate, torej, ali prav razumem, to sidro bi se zamrznilo na ravni javne porabe v BDP-ju, kot je zdaj. Ne bo se ta odstotek javne porabe nižal? Ne, jaz sem rekel, da najmanj, kar bi morali narediti, je zamrznitev. Zdaj, naše ambicije so večje. Zdaj, ali bo to možno izpogajati v prvem koraku, je pač odprto. Da se tudi manjša javna poraba? Odprto vprašanje. V vsakem primeru bi bilo razumno, da se ta delež javne porabe v bruto domačem proizvodu omeji nekje na ravni v času, ko smo išli iz COVID-a. Ker takrat smo imeli relativno razumno sliko. Torej, zdaj predsednica države je rekla, da bo podelila mandat tistemu, ki bo prinesel 46 glasov. Kar seveda smo lahko razumeli, da to ne bo zmagovalec, ampak bo ta, ki bo zbral to ekipo. Kako si razlagate to njeno napoved? Mislim, kot nepomembno, kajti po ustavi predsednica države ni edina, ki predlaga kandidata za predsednika vlade. Ona ima res prvo izbiro, sem potem lahko že 10 poslancev predlaga kogarkoli. Brez tega, da bi moral nekdo prinesti podpise, je pa seveda samo po sebi normalno, da se predlaga nekoga, ki lahko potem dobi tudi zaupnico v državnem zboru. Res pa je, da manjše stranke, na to ste opozorili tudi sami, imajo v tem pogajanju praktično večjo težo kot tiste stranke, ki so dosegle več glasov volivcev, ker je od njih odvisna ta koalicija, lahko na nek način celo izsiljujejo. Bi bilo treba to spremeniti? Da, to je bilo treba spremeniti. Zdaj, tudi tukaj sva pri tej kombinaciji ustavne večine razuma. Zdaj, za gospodarsko stabilnost je nujno potrebno postaviti to sidro, se pravi, koliko lahko vsakokratno oblast sploh poseže v denarnice in v dohodke gospodarstva. To bi bilo zelo potrebno pač gospodarsko-ekonomsko sidro ali pa javno-finančno, če hočete. Zdaj, politično sidro, kar se tiče stabilnosti, pa bi predstavljalo spremembo volilnega sistema. To, kar imamo zdaj, je izkrivljen proporcionalni sistem, ki so ga nekateri skušali zdaj še poslabšati, popraviti, čeprav je že itak slab, ki nujno pripelje do koalicijskih vlad, kjer je teža glasu za majhno stranko objektivno večja od teže glasu za večjo stranko. In Slovenija ima potem še to pogruntavščino Gregorja Viranta in Alenke Bratušek, kot stranka, ki ne pride v državni zbor, pa preseže 1%, dobi na glas volivca več denarja, kot pa stranka, ki se je uvrstila v
parlament. In zdaj, zaradi tega boste imeli zdaj 10 ali pa celo več list pa strank, ki so nastale samo zato, da ker nekdo računa, da bo na mesec dobil 10 ali pa 15 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja, ne bo v parlamentu, ne bo mu treba nič delati, nobenih poročil ne bo treba pisati računskemu sodišču in se bo pač na ta način lepo financiral. Ne. Smo edina država, ki ima takšno ureditev na ta način. Ne. Tako da politična stabilnost, ki ne zahteva zelo velikih vložkov, ne, bi prišla v državo, če bi spremenili volilni sistem. Slovenci smo se na referendumu pred davnimi leti odločili za dvokrožni večinski volilni sistem, pa ga je takratna zelo čudna ustavna večina povozila s spremembo ustave in ta izkrivljen proporcionalni sistem je zdaj v ustavi. Za spremembo rabimo dvotretjinsko večino, se pravi ustavno večino razuma. In najmanj, kar bi morali narediti, je kombiniran volilni sistem. Se pravi, nek kompromis, ne, polovica poslancev po večinskem volilnem sistemu, polovica pač preko list, tako kot je zdaj. Da obstaja neka teoretična možnost, da se to lahko zgodi, je dokaz izid knjige v lanskem letu, ki sta jo napisala dr. Peter Jambrek pa dr. Cilij Ribičič, kjer zagovarjata, ne, dva ustavna pravnika z, recimo temu, konkurenčnih političnih blokov, ne, sta podprla ta kombiniran volilni sistem in tudi utemeljila ta predlog. Zdaj, mogoče bi se na tej podlagi dala zgraditi ta ustavna večina razuma za to, da pride do spremembe. To bi prineslo bistveno večjo stabilnost v slovenski politični prostor, v vlade, ki ne bi bile odvisne od izsiljevanja najmanjših koalicijskih partnerjev, kar se vedno dogaja. In politična stabilnost je seveda nekaj, kar tudi zelo pomembno vpliva na gospodarski razvoj, ker lahko planiraš stvari vsaj za en mandat, pa če dobro delaš tudi za naprej. In eden od razlogov za to, da je recimo sosednja Hrvaška, ki je bila leta 2008 nekje na dobri polovici, ne, našega bruto domačega proizvoda ali pa blaginje, danes po povprečni neto plači samo še 100 evrov za Slovenijo. Mi smo imeli v tem času od leta 2008 naprej pretežno bolj ali manj radikalne levičarske vlade na oblasti. Hrvaška pa je imela v tem času več ali manj stabilno desnosredinsko vlado in to se pozna potem v hitrosti. Ampak ta sprememba volilnega sistema, ta najbrž ni možna do 22. marca. Ne, zagotovo ne. Zagotovo ne. 22. marec lahko prinese zadostno večino v državnem zboru, da se lahko o tem začnemo sploh pogovarjati in eventualno v naslednjem mandatu to tudi dosežemo. Ne. Bi bila pa ta sprememba seveda dolgoročna, ne. To pomeni, da smo postavili en tak trden temelj za boljšo prihodnost države. Ali nas mora v zvezi z izvedbo volitev karkoli skrbeti? Nekateri ljudje so zaskrbljeni, kdo bo štel te glasove, kaj se zgodi s temi skrinjicami od predčasnih volitev. Nenazadnje ste tudi vi opozorili na volilne imenike državljanov Slovenije, ki živijo drugje, pa glasujejo po pošti. Nas mora karkoli skrbeti v zvezi s tem? Ja, zagotovo vse tisto, kar nas skrbi že nekaj časa. Gre predvsem za tri stvari. Najprej moram povedati to, da vse, kar bom zdaj govoril, ali pa velika večina tega ni nekaj novega. Na to Slovenska demokratska stranka opozarja že leta. V zvezi s tem smo predlagali zakonske spremembe volilne zakonodaje. V zvezi s tem smo predlagali velikokrat drugačno ravnanje in navodila Državne volilne komisije, ne. Vendar so bili naši zakonski predlogi večinoma zavrnjeni in Državna volilna komisija v vsem tem času, od osamosvojitve naprej,
deluje v sestavi, kjer ima tranzicijska levica dvotretjinsko večino. Vedno tako padajo mandati in roki, da pač leva večina v državnem zboru, itak je ta leva večina v 35 letih na oblasti 27 let, a ne? Tudi kar se tiče parlamentarne večine, vedno pač poimenujejo svoje bivše funkcionarje v Državno volilno komisijo, tudi na ključne funkcije. Poleg tega so zapisali volilno zakonodajo, da mora biti predsednik Državne volilne komisije vrhovni sodnik, pa mislim, namestnik tudi, da morajo biti predsedniki volilnih komisij, volilnih enot sodniki, pa da morajo biti predsedniki okrajnih volilnih komisij, ki so tle najpomembnejše, tudi sodniki. Smo ena redkih držav, ki ima takšno zakonodajo, ne vem, zakaj bi morali biti ravno sodniki. A ne? In potem še nekaj strank lahko predlaga kandidate, pa kakorkoli predlagaš, nikoli ne prideš do ravnotežja ali pa do večine. To je odgovor na vprašanje tisti, ki pravijo, zakaj pa tega doslej niste spremenili. Smo poskušali, pa se ni dalo. Ne? V zvezi z volilno tehniko so trije veliki problemi. Ne? Daleč največji problem v zadnjem času, ko je udeležba na predčasnih volitvah zelo velika, je varnost glasovnic na predčasnih voliščih. Še posebej v centrih. Tukaj zdaj že preko 10% na nekaterih volitvah oddanih glasov pridejo v čas predčasnih volitev. Se pravi, so oddani torek, sreda in četrtek, ko se predčasno glasuje na sedežih okrajnih volilnih komisij. In kljub našim, mislim, da 5-kratnim, 4-kratnim uradnim zahtevam in predlogom, da se ti glasovi štejejo sproti. Ne. Ko se volilni dan zaključi v torek, sredo in četrtek, pač komisija prešteje glasovnice, napiše zapisnik in potem te glasovnice shrani. Ne. Tudi če bi jih kdo ukradel, ne, bi še vedno obstajal dokaz, kakšen je bil rezultat. Predlogi, da se sproti šteje, so bili vedno zavrnjeni. In recimo potem imamo primer predčasnega glasovanja v Ljubljani. Nazadnje je bilo, mislim, 14 okrajev je imelo predčasno volišče na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Velika gneča bila, veliko vprašanje, ne? Je to sploh v skladu z ostalimi pravili, ki so, ne? Ampak recimo, da je. In potem, ko je končano glasovanje, se tista papirnata škatla, kamor se mečejo glasovnice, kao zapečati in se nekje shrani. Ne. 100.000 ali če več glasovnic, odvisno za katere volitve je šlo, v Ljubljani se je potem hranilo na Gospodarskem razstavišču, ki ga varuje varnostna služba Zorana Jankovića. V noči od torka na sredo, od srede na četrtek, od četrtka na petek, od petka na soboto, od sobota na nedeljo. Zdaj, tukaj, če varnost tega ni zagotovljena, ne, in transparentna, je možno vse. Ve se pač, koliko volivcev je glasovalo na posamičnem volišču predčasnega glasovanja, ker to so podatki, ki se tudi javno objavijo. In lahko nekdo mirno prinese v tisti prostor, kjer se čuvajo te skrinjice, enako kartonsko škatlo z enakim številom glasovnic, ki jih nekje prej obkroži, kakor hoče. Ne, teoretično je to možno. Jaz ne morem trditi, da se to dogaja, ker nimam dokaza za to. Ne. Obstaja pa, rekel, zelo močan sum, da tukaj ni vse v redu zato, ker ne dovolijo, da se to sproti prešteje. Ker je bilo vedno z takšnimi ali drugačnimi banalnimi izgovori zavrnjen predlog, da se glasovnice predčasnega glasovanja štejejo sproti. Vi poznate nek razumen razlog, zakaj se to ne bi
Ne poznam. In jaz sem šla nekoč predčasno glasovati, vam moram povedati, da sem se morala podpisati z njihovim zelenim svinčnikom. Zeleno je pa tisto, kar se na fotokopiji ne vidi. To je bilo za mene zelo sumljivo in ne bom šla več v življenju predčasno glasovati. No, vse ljudje zdaj sprašuje, kakšna je obramba. Najboljša obramba proti temu, da se zagotovi varnost predčasnega glasovanja, je to, da se sproti šteje, ker tega ne dovolijo, in imajo očitno nek razlog, da tega Gremo v nedeljo. Ne dovolijo. Ja, je potrebno iti v nedeljo glasovati. Kdor le more, naj ne gre na predčasno, pa naj gre pač v nedeljo. Ker manjša bo udeležba na predčasnem glasovanju, manj se da zgoljufati. Še vedno se da, še vedno bodo pač levičarji tja hodili, ker je očitno to model. In ni slučajno, da je tako raslo. Pred 30 leti predčasnega glasovanja je bilo zelo malo tega. Potem pa je naenkrat začelo naraščati in na zadnjih volitvah čedalje več. In čedalje večji sum je bil, čedalje bolj smo zahtevali glasovanje, sprotno štetje in čedalje bolj so to zavračali. In zdaj smo na točki, ko je to, ko je število predčasno glasujočih tako veliko, da že manjše goljufije tukaj lahko odločijo, ali neka stranka pride v parlament ali pa ne pride v parlament, ker zdaj smo imeli na 3 volitvah situacijo, ko je ena majhna leva stranka za last prišla v parlament, manjša desna stranka pa ni. Šlo je za 10.000 glasov. In recimo na predčasnem glasovanju, če se odda 20.000 glasovnic, 10.000 glasovnic, tam, kjer pač ni nadzora, za mojstre to ni tako težak problem. Se pravi, predčasno glasovanje je problem z vidika nadzora. No, potem imamo pa enako velik problem z vidika udeležbe. Ko smo šli mi na plebiscit za samostojno Slovenijo, je bilo v Sloveniji, kljub temu, da so imeli tudi tujci z stalnim bivališčem tukaj volilno pravico takrat. Vsak, ki je imel v Sloveniji takrat stalno bivališče, je lahko glasoval na plebiscitu. Decembra leta 1990. Takrat nas je bilo na seznamu volilnih upravičencev 1.300.000 in še nekaj. Mislim, da volivcev, glasovalcev, ljudi z glasovalno pravico. In smo šli glasovati na 4.100 in še več volišč. Po zimi decembra leta 1990. Danes je volilnih upravičencev za državnozborske volitve 300.000 več. Volišč je pa 1200 manj. Se pravi, gostota volivcev se je povečala, ukinjenih je bilo pa za skoraj več kot četrtino volišč. In ko pogledamo, kje so bila volišča ukinjena so bila v podeželskih volilnih okrajih. Slabši je bil rezultat za levo politično opcijo, več volišč so ukinili. Ali pa boljši je bil rezultat za desnosredinsko opcijo, več volišč so ukinili. Recimo v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah je bilo ukinjenih preko 30 volišč v enem samem okraju. Pa to niso bloki, v Ljubljani imate na vsakem vogalu volišče, se lahko sprehodite. Tam se morajo ljudje zapeljati potem. In predstavljate si pač nek kraj na podeželju, kjer so ljudje prej volili v gasilnem domu ali pa v zadružnem prosvetnem domu ali v neki hiši, kjer je bilo pač volišče. Potem so pa na naslednjih volitvah nenadoma odkrili, da tega volišča ni več. Nekateri so se odpeljali 15 ali pa 20 kilometrov daleč, nekateri se pa niso, ker se tudi niso mogli, nekateri pa nalašč niso šli, ker so bili užaljeni. Zakaj ste ravno nam ukinili volišče? In volilna udeležba, predvsem v 7. pa 8. volilni enoti, je drastično padla. Drastično padla v tem času. In če pogledate potem to sliko volilne udeležbe, recimo zadnjih ali pa predzadnjih volitev,
so razlike med posamičnimi volilnimi okraji tudi 20%. V isti državi, na istih volitvah. Ne. V Ljubljani 70%, v Lendavi 50%, Ljubljani center, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste Polje 75%, Šmarje pri Jelšah ali pa okolica Maribora, cela 7. pa 8. volilna enota 55%. In potem gledate procente, ne? Desna sredina v teh volilnih enotah, kjer je nizka volilna udeležba, zmaguje, ne? Tam, kjer je pa velika volilna udeležba, zmaguje levica. In ker imamo proporcionalni volilni sistem, se na koncu to vse sešteje in ti nič ne pomaga, če si tam, ker je bila nizka volilna udeležba, ti dosegel zelo visok odstotek. Ne? Ker če je nekdo dosegel tam, enak odstotek, tam, ker je bila višja volilna udeležba, je dobil 20% v Ljubljani več glasov in na koncu pol to prevagal. Tako da ukinjanje volilnih okrajev na podeželju je bil en tak podel trik, ne, tranzicijske levice, ne, s katerimi je načrtno iz volitev v volitev zmanjševal volilno udeležbo tam, kjer so pričakovali slab rezultat. Ali ste v stranki kdaj analizirali, zakaj je bil takšen rezultat na zadnjih volitvah? Je nekaj 400 tisoč volivcev volilo za Gibanje Svoboda. Zakaj? Je razlog tudi v teh manipulacijah ali ne? Ali kaj se je zgodilo? No, zdaj, z vidika tega problema ukinjanja volišč, ne. Ni problem toliko v tem, da je 400 tisoč glasov šlo za Gibanje Svobodo, pa da so bili ti glasovi večinoma ali pa v največji možni meri oddani na zahodu države, pa v urbanih centrih. Problem je to, da pač tam, kjer Gibanje Svoboda ni dosegla takega rezultata, ne, tam je polovica volivcev ostalo doma. To je vprašanje z tega vidika. Ali je res zato, ker pač niso imeli izbire, ne, ali pa se niso znali odločiti, ali pa so verjeli, da njihov glas nič ne spremeni, ali pa tudi zato, ker so jim volišče ukinili v njihovem kraju. Ne. To je pomembno vprašanje. Pa ni to samo vprašanje za zadnje volitve, ker zelo podobna slika volilne udeležbe je bila na volitvah 2018, še bistveno večje razlike so bile na ukradenih volitvah, takrat leta 2014, ko je bila volilna udeležba ponekod 30%, ne, v teh okrajih, ne, v Ljubljani pa krepko čez 50%. Torej, kako doseči teh 60 glasov, najmanj 60 v državnem zboru? Kako motivirati ljudi? Kaj so zdaj te ključne točke, na kaj boste vi stavili? No, mi v tej kampanji, ko delamo koalicijo z volivci, odgovarjamo na vprašanje ljudi. Zdaj skoraj ni slovenskega kraja, ne, večjega, kjer nismo bili v tem mandatu, tako ali drugače. In natančno vemo, kaj so problemi v posamičnih občinah, v posamičnih večjih krajih, kaj ljudi žuli, kaj pogrešajo, kaj hočejo. Vemo tudi, kaj so skupni imenovalci teh zahtev ali pa pričakovanj. Zdaj, največji skupni imenovalec teh pričakovanj slovenskega človeka je to, da je slovenski človek v ospredju. Ne pa nek sistem, ideologija, priseljenci, Jaša Jenull, Nika Kovač in tako naprej. Skratka, ljudje, en tak skupni imenovalec teh pričakovanj je, da se vzpostavi sistem, kjer bodo vatli veljali enako za vse. Ne. In kjer bo slovenski človek imel prednost, ker ne bo nekdo, ki je prišel v Slovenijo
na podlagi recimo te nore odločitve Golobove vlade, da se skrajša rok za združevanje družin, a ne? 2 leti nazaj in je že prvi na prednosti listi za neprofitno stanovanje. Ne. Zdaj nekdo, ki pa izhaja iz družine, ki tukaj že od pamti veka prispeva in plačuje davke in tako naprej, je pa tam na zadnjem mestu. Če pač navedem eno tako zelo konkretno zadevo, ki jo poslušamo povsod. Pa da ne bo denar, ki se mukoma zbira, zdaj tudi z močno okrepljenimi davščinami, potem šel v neko vrečo brez dna, ki jo z tako imenovano egalitarno socialno politiko fura sedanja koalicija. Recimo v času, ko se hvalijo z rekordno visoko zaposlenostjo oziroma z zgodovinsko nizko brezposelnostjo, ki je predvsem posledica konjunkture, ki je nastala zato, ker smo pač po covidu v Evropi natiskali veliko denarja in primanjkuje delovne sile. V tej situaciji so se proračunski izdatki za socialne transfere v Sloveniji povečali za 10%. In ta denar gre ne zato, da se, ne v glavnem zato, da se pomaga tistim, ki si sami ne morejo, pa so pomoči potrebni in tako naprej. Ampak ta denar gre v glavnem za tiste, ki pač prihajajo v Slovenijo in dobijo dovoljenje za bivanje praktično takoj, vse socialne transfere. Ne gre tukaj samo za ilegalne, gre tudi za legalne migracije, ki so jih naredili legalne z skrajševanjem teh rokov. In potem to drastično obremenjuje naše javne finance in tudi socialno mrežo. To je doseglo takšne razsežnosti, da se tega ne da več skrivati. In ljudje to vidijo in tega se ne da potem zakriti niti s takimi potezami, kot je božičnica, za katero se pač vlada odloči en mesec pred tem, ko je treba to izplačati. Ne glede na to, da niti sami tega niso planirali v proračunu, še manj pa seveda podjetja ob koncu leta. Se pravi, to so zdaj stvari, ki ljudi tarejo zelo veliko, ampak nekatere imajo skupni imenovalec in eno teh skupnih imenovalcev tega pričakovanja ljudi je to, da smo končno Slovenci v državi, ki se imenuje Slovenija, za katero smo glasovali na plebiscitu, ki smo jo dobili po dolgih stoletjah, da smo Slovenci na prvem mestu, ne pa da se moramo boriti za enakopravnost s tistimi, ki so prišli včeraj. Katere od davkov boste ukinili, spremenili? Bo mogoče ta davek na dolgotrajno oskrbo, s katerim so za 1% znižali vsem upokojencem penzije, ki so praktično nedotakljive, boste to ukinili ali kakorkoli spremenili? Ta prispevek za upokojence bo ukinjen, to smo zelo jasno povedali. Za vse ostale bo vsaj deloma zamrznjen toliko časa, dokler ne bo na voljo vseh storitev, ker zdaj se to plačuje, storitev pa pač ni. Potem pa odvisno od stanja v javnih blagajnah. Nam očitajo, da zakon, ki smo ga sprejeli v našem mandatu o dolgotrajni oskrbi, ni predvideval dodatnih virov. Res je, da jih ni predvideval, samo mi jih takrat nismo potrebovali. Slovenija je imela v času po covidu najhitrejše okrevanje v Evropi. Imeli smo gospodarsko rast, ki je šla proti 9%, sanjsko. In nobenih dodatnih davščin ne bi potrebovali, če bi se tako ugodno javnofinančno stanje nadaljevalo. In pod našo vlado bi se, tudi zaradi tega, ker smo izpogajali 12 milijard evropskih sredstev, od katerih je zaenkrat nekako počrpanih 12%, kot smo videli te zadnje številke. Smo pa povedali, če bo pač slika se poslabšala in bodo pač potrebni dodatni viri, jih bomo zagotovili. Ne bomo pa ljudem pobirali denar preden vemo, koliko ga rabimo. In v situaciji, kot
ko so pač javne finance, ne, brez dodatnih davkov dobre in solidne. In mimogrede to, kar je zdaj praktično na nacionalni televiziji, še bolj pa na Pop TV-ju, ki so jih očitno v tem delu zelo dobro kupili z denarjem Telekoma pa Genija. Stalna tema, kako so pač upokojenci v domovih za starejše zadovoljni, ker zdaj plačujejo samo nastanitev, ne pa tudi oskrbe. Glede, če Golobova vlada ne bi dvakrat prestavila uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi, bi to dobili že 1. januarja leta 2023, ne 1. januarja leta 2025. Oni so jim 2 leti vzeli, zdaj se pa hvalijo, kako so to naredili. Obetajo tudi, obljubili so prav v Državnem zboru 2 poslanki Gibanja Svoboda davek na nepremičnine in pa seveda Levica je obljubila tako imenovano aktivacijo praznih nepremičnin, praznih hiš. Lahko to razumemo tudi kot na nek način nacionalizacijo. Kako bo s tem? Ne, jaz upam, da nič od tega, ne, ker se bliža konc tega novega mandata. Je pa res, to je pa treba priznati, ne. Golobova vlada ni obljubila nižjih davkov. Oni so višje davke obljubili pred volitvami in kljub temu so dobili mandat. Tako da tukaj je del krivde seveda tudi na tistih, ki so tako, rekel, noro večino v Državnem zboru izglasovali, zdaj se pa pritožujejo nad višjimi davki. Ne pritožuj se, ne. Tukaj je Golob v nekem soočenju na televiziji, ki je bilo tudi kasneje še velikokrat objavljeno, rekel, kaj bodo meni nižji davki. Kaj bo meni več denarja, ki ga bom zapravljal za neumnosti. On je podprl povečanje davkov in to je praktično edina obljuba na gospodarskem področju, ki so jo res uresničevali. Napačno smer, po moje, ampak ne moramo reči, da je bilo to zelo veliko presenečenje. Ne vem, razen, če so ljudje mislili, se zdaj kar nekaj obljublja, pa bo pa to itak drugačne. Tukaj so delali tako, kot so obljubili, v noro smer. Ampak zakaj bi sploh stanovanja gradila država, ne? Še posebej, če ne vemo točno, kdo jih bo dobil, ne? Država gradi stanovanja za tujce v glavnem. Ja, in to v prestolnici, ne? Kjer so najdražje. Ja, kako zdaj rešiti ta problem? Mi smo predstavili predlog, ne, reševanja stanovanjskega problema, ki tare velik del mladih. In rešitev ni v tem, kar ponuja ta vlada, ne, ker tudi če bi to, kar so oni obljubljali, ne, uveljavili, pa bi naredili, ne vem, 5000 stanovanj. Kolikšen delež stanovanjskega problema s tem rešiš? Za peščico, ne. Če pa gledamo sedanjo prakso, pa vidimo, da bi od teh 5000 stanovanj, če bila dejansko zgrajena, 4000 teh stanovanjskih enot dobili tujci, a ne? Ali pa tisti, ki so se priselili nedavno sem, v glavnem z neslovenskimi priimki. Koga tukaj rešujemo? Ne? Ta pristop k stanovanjski gradnji slovenske levice ni nek unikum. Ne? To se dogaja tudi drugod. To je ena od ključnih strateških politik evropske levice, s katero želi spremeniti strukturo volilnega telesa. Se pravi, privabiti čim več tujcev in jim omogočiti življenjske razmere, stanovanje je tle ključen problem, in tako dobiti nove volivce. In to se dela ponekod ki so bolj sposobni v tem smislu, še z večjo naglico kot v Sloveniji. In potem gledamo te slike po evropskih mestih, ko ta mesta vsa po vrsti prepovedujejo oziroma odpovedujejo božična praznovanja, zato ker niso več varna. To je potem nek, končni rezultat
te stanovanjske politike levice. In Slovenije to natančno enako in na to so pol pripeti seveda še komercialni interesi izvajalcev in raznih funkcionarjev v stanovanjskih skladih in tako naprej, ki na ta način pač podkupujejo tiste, ki so pomembni za funkcioniranje njihovih omrežij. Zdaj, kaj pa je prava rešitev? Prava rešitev je sprostitev stanovanjske gradnje. Prvič s tem dosežeš bistveno večjo ponudbo in nižje cene. In drugič ne koncentriraš tega samo po centrih. Zdaj vsak, ki ima doma na podeželju neko zazidljivo parcelo, bi moral imeti enostavne pogoje, da tam pač zraste hiša, če si ustvarja družino. In tako naprej, dostop do kreditov, ki to omogočajo, in ko gre za mlade, ki pa mogoče teh pogojev nimajo, pa parcel in tako naprej, smo mi v prejšnjem mandatu sprejeli zakon o jamstveni shemi, ki omogoča, čeprav so pol blokirali njegovo izvajanje, ki omogoča mlademu človeku, da s tem, ko plačuje najemnino, s tem tudi že plačuje obrok za stanovanje. Razumete? In je pač po 15 ali pa 20 letih ni še vedno najemnik, ampak postane lastnik. In na ta način je stanovanjski problem rešen ne samo za njega, ampak tudi še vsaj za enega člana njegove družine, potem ko otroci zrastejo. To, kar pa levica forsira, je pa permanentno najemništvo. Se pravi, daješ to v najem tistim, ki bodo volili zate, to so predvsem tujci, ki nimajo tukaj korenin, in jih potem držiš tudi, ker so najemniki, jih pač držiš odvisne. Da se ne bi premislili včasih. Torej, s tem boste nagovorili generacijo Z, čeprav razumem. Tisto, kar zanima mlade, ali še kaj? Kar se tiče stanovanjske problematike, sprostitev stanovanjske gradnje z pač vrsto spremljajočih ukrepov, ki smo jih večinoma že predstavili, vključno z tem zakonom o stanovanjski jamstveni shemi, naš odgovor na to vprašanje. In to na ta način je možno rešiti 20-krat več stanovanjskih problemov Slovencev, kot pa na ta način, kot ga predlaga levica in se s tem na veliko hvali. Če boste dobili to ustavno večino, ali imate pripravljen nek omnibus zakonov, nek paket, tako kot je seveda imela tudi ta koalicija, kar nek omnibus, s katerim so anulirali vaše prejšnje zakone? Ja, pač v bistvu bi po koncu tega škodljivega mandata dejansko morali večino tega, kar so oni sprejeli, odpraviti z enim zakonom. In seznam teh zakonov delamo. In bo to storjeno. Ne na tako amaterski način, kot so ga oni, ko je, ne vem, kdo so jim na ulici napisali nek zakon, pa so pol se odpravili. Vključno z protibirokratskim paketom, ki smo ga sprejeli, kjer smo skrajšali, kjer smo odpravili vrsto birokratskih ovir, skrajšali postopke, odpravili podvojenost in tako naprej. In tudi ta paket, protibirokratski paket, ki ga je pripravil Strateški svet za debirokratizacijo Ivana Simiča, so odpravili v prvem navalu, tako je leta 2022. Potem smo naslednje leto dobili te katastrofalne poplave in smo slišali Roberta Goloba, ki je v studiu rekel, 100 hiš bomo zgradili na mesec, za te, ki so izgubili stanovanjsko enoto. Nobene niso zgradili. In ko smo ga čez nekaj mesecev vprašali, kje so zdaj te hiše, je rekel, postopki so predolgi. Ja, postopki so predolgi tudi zaradi vas, ker ste ukinili paket, ki je te postopke bistveno skrajšal. Tako da pač te neumnosti, ki so jih oni sprejeli, treba odpraviti, ta seznam pač sproti nastaja, to je še najlažje.
Zdaj mimogrede, ne, če ta vlada v teh 4 letih, zdaj že skoraj 4 letih, ne bi nič naredila, ne, bila Slovenija danes bistveno boljša kot zdaj, ko je pač delala škodo. Na zelo malo je izjem, ne, na zelo veliko področjih. Drugače pa imamo, na strokovni svet je že v začetku lanskega leta, ne, izdelal vladni program za naslednji mandat po vseh resorjih. Imamo tudi vrsto zakonskih predlogov, ki so že pripravljeni. Načrtno smo se odločili, da tega ne predstavljamo že lani ali pa recimo zdaj 3 mesece pred volitvami. Ne, to bomo predstavili takrat, ko bomo predstavili tudi kandidate. Pač ne vse, tisto, kar je pač ključno. In če bi to naredili lansko leto, ne, zdaj Slovenija navada copy-paste, ne, bi se zdaj že 5 strank hvalilo z istimi prijemi, ker mi ne ponujamo samo nadaljevanje tega, kar smo recimo dobrega delali v prejšnjih mandatih. Za številna področja smo pač proučili tudi dobre prakse v drugih državah. Ker recimo ena od velikih prednosti Evropske unije v času, ko veliko teh prednosti sicer Unija izgublja na drugih področjih, je to, da so problemi, ki jih mi čutimo, ne, pa iščemo rešitve zanje, v številnih državah Evropske unije dobro urejeni, se pravi, so dobro rešeni in se lahko zgledujemo po teh praksah. Ne. Ni treba izumljati tople vode. In prenos dobrih praks iz tujine je velikokrat precej cenejši pristop kot to, da ti nekaj poskušaš, pa če ne rata, to popravljaš in tako naprej. Bolj se je učiti na napakah drugih. Se pravi, imamo en sklop teh predlogov, ki zasledujejo dobre prakse drugod. Tudi na tem najbolj kritičnem področju zdaj, oziroma v najbolj kritični dejavnosti, ki vladi razpada, to je zdravstvo. Zdravstveni sistemi, javni zdravstveni sistemi so v 3-4 evropskih državah dobro urejeni, stvari funkcionirajo. Tam se ne prepirajo tem, ali je neka storitev, ne, v javnem ali pa v državnem sektorju ali je v privatnem. Javno je vse tisto, kar plača zavarovalnica, kamor mi vplačujemo zdravstveni prispevek, in storitev mora biti na voljo tam, kjer je najboljša in najcenejša in pod enakimi pogoji. In v parih evropskih državah to dobro funkcionira in to bomo prenesli k nam. To bomo prenesli k nam in strli vse te odpore, ki se zdaj skrivajo za to najbolj perfidno manipulacijo v zgodovini Slovenije, ko govorimo o javnem sektorju. Ne, ko ima vlada ali pa ko ima vladajoča politika polna usta javnega zdravstva, ne, v bistvu pa to javno zdravstvo razgrajuje. Razgrajuje s tem, ko forsira ukrepe, ki ne krepijo javnega zdravstva, ne, ampak vzpostavljajo državno zdravstvo. In zato, ker pol kadri bežijo iz javnega sektorja, krepijo privatno zdravstvo. Privatno zdravstvo še nobena vlada doslej ni tako okrepila, kot ga je okrepila Golobova vlada. Ne, nastaja pa vmesni prostor, v katerega padajo tisti, ne, ki si ne morejo privoščiti storitev v privatnem zdravstvu, v javnem pa jih predolge čakalne vrste onemogočajo, da bi prišli do zdravnika takrat, ko ga potrebujejo. No, ampak zdaj je prav to zdravstvo tako zanihalo, bomo uporabila ta njihov izraz, da so rekli, da bo zanihalo. Ne? Tako je zanihalo, da je veliko vprašanje, v kakšnem času oziroma ali ga bo sploh mogoče postaviti nazaj. Namreč specialisti zapuščajo bolnišnice. Oddelki bolnišnice lahko zaprejo. Ne, da se lahko, sej ponekod se zapirajo. Tudi če jih formalno ne zaprejo, če ne izvaja storitev ali pa če noš izvajajo storitev, ker pač ne boš imel zdravnikov za to, pač tega ne bo tam. Ne. In to se dogaja tudi terciaru, ne, se pravi predvsem v Ljubljanskem kliničnem centru,
ker je edina točka v državi, kjer lahko dobiš neko storitev. Ne. Skratka, imate prav, ja, to popraviti ne bo enostavno in tega šibka vlada ne bo sposobna. Tako da šibke vlade mi ne bomo postavili. To ste pa rekli, ja, nekoč, ali močna vlada ali ne. Kako si to predstavljate? Ali... Zelo enostavno. Zelo enostavno. Glejte, mi smo, Slovenska demokratska stranka je dvakrat vodila vlado in je dvakrat vodila vlado na ta način, da je interese stranke, ne, postavila v ozadje. Takrat, ko smo mi prevzeli vlado, ne, čeprav nismo bili relativni zmagovalec, potem, ko se je vse skupaj zaradi prevelikih ego in arogance sfižilo Zoranu Jankoviću v času finančne in gospodarske krize. Mi nismo padli z Marsa v tisto situacijo. Slovenska demokratska stranka je že bila vladna stranka. Smo vodili vlado v enem prejšnjem mandatu, vodili smo Evropsko unijo, smo vedeli, kaj prihaja, vedeli smo, kakšna bo cena, pa smo se kljub temu odločili, da bomo pač takrat sestavili vlado in reševali državo pred bankrotom. In smo plačali hudo ceno, ker pač sprejeti varčevalne ukrepe, ne, kjer moraš porezati porabo za 10%, ne, v povprečju, pomeni, da prizadeneš marsikoga, ker bo imel potem po teh ukrepih manj v denarnici. Kar vam zdaj očitajo, ne? Ja, ampak če tega ne bi naredili, potem bilo v denarnicah še bistveno manj. In veliko vprašanje je, koliko časa bi potem to kopanje iz krize trajalo. Zdaj, čim smo mi to naredili, so nam vlado porušili, pa seveda se pol sami hvalili z uspehi. Zdaj, ne enaka, ampak podobna situacija je bila leta 2020, ko je izbruhnil COVID. Šarčeva vlada je en mesec preden smo mi morali razglasiti epidemijo, Kitajcem poslala vse zaščitne maske, ki so bile v naših skladiščih. Ker so, ne vem, ali so sploh kaj razmišljali, če pa so pač narobe, če epidemija ne bo prišla k nam, da je treba Bog in Kitajcem pomagati. In ko je naša vlada prevzela reševanje situacije, nismo imeli nič. Nismo imeli nič. Zdravstveni domovi, bolnišnice so imele za pol dneva zaščitnih mask takrat. Situacija je bila obupna. In smo tudi sedeli vodstvo stranke in tehtali. Zdaj, če pustimo Šarcev vrgel puško v koruzo, koalicija je razpadla, kregali so se med sabo, mogoče se še kdo spomni tistih posnetkov iz predverja državnega zbora, ko so en druge obtoževali, pa ste jih novinarji spraševali, kdaj ste pa vi izvedeli, da bo odstopil zdajle. Skratka, mi smo imeli pred sabo eno skregano, razpadlo tranzicijsko levico, eno druščino, ki ne je bila sposobna izpeljati niti približno neke dostojne volilne kampanje, v času covida še posebej, ne. In je bilo jasno, da bi mi na tistih volitvah lahko močno zmagali. Ampak kakšna je bila cena? Takrat so začele prihajati slike iz Bergama, iz Italije. Videli smo, kakšna je situacija tam, to bi se dogajalo tudi v Sloveniji. Še v večjem obsegu, ker smo bili bistveno slabše pripravljeni kot Italijani. In smo se potem odločili, da bomo delali vlado. In sta se tudi dve levi stranki iz prejšnje vladne koalicije odločili, da boste reševali državo. In smo sestavili tisto vlado in plačali visoko ceno. Potem, ne. In težko, mislim, bi bilo neiskreno, če bi zdaj rekel, da se nismo zavedali, da bo rezultat za stranko slabši,
če bomo delali vlado, pa šli pol na volitve, kot če gremo takoj na volitve, potem, ko je prejšnja koalicija razpadla. Ne. Vsakemu je bilo jasno, da kaj bi prinesla politična kalkulacija. Ampak zdaj nismo v tej situaciji. Zdaj so vode razburkane, ne, predvsem varnostna situacija na kontinentu. Ne, v Jugoslaviji bi rekli složena, ne, je zelo napeta, ne vemo, kaj bo, Evropa je šibka, v slabi kondiciji. Mnogi pravijo, da ta 7-letni proračun, za katerega se je treba izpogajati letos, za obdobje 2027-2035, bo mogoče še šel skozi, a ne? Naslednji pa ne več. Ker pač tisti, ki bolj poznamo delovanje Evropske unije, vemo, da lahko pride situacija, v kateri bo treba sprejeti neko nujno odločitev, pa ne bo soglasja za to. In to je potem konec zgodbe takšne, kot je. Skratka, to znanje okolje je dokaj razburkano. Nismo pa še na neki točki, ko bi to že vse razpadalo in ko bi bilo to vse očitno in ko bi bile tudi takšne in drugačne, že jutri nastopajoče gospodarske in socialne posledice. Se pravi, nismo v neki zelo veliki krizi. Ne. Lahko pa tja še pridemo, če ne bomo nič naredili. Tako da tega primeža ali pa tega pritiska, ko bi Slovenska demokratska stranka morala zdaj absolutno postaviti v ospredje interese, širše interese in ne zgolj tisto, za kar se vsaka stranka bori, se pravi, da čim boljši rezultat na teh in naslednjih volitvah. To enostavno pomeni, da se bomo mi tega lotili, če bomo imeli večino za ukrepe, za katere mislimo, da jih je potrebno sprejeti. Sicer pač bo šlo še nekoliko nižje, ne, pa bo več ljudi spregledalo, pa bo takrat prišlo do ustavne večine razuma. In do ustavne večine razuma bo prišlo. To po vsem tem, kar vemo o tem, o političnih procesih, pa o situaciji, v kateri smo, se jaz upam staviti. Ne. Prišlo bo do točke, ko bo 2/3 tistih ali pa tistim, ki sedijo v Državnem zboru, jasno, da je nekaj treba storiti in se bodo ti ukrepi pač zgodili. Ne. Ali bo to po teh volitvah ali po naslednjih, jaz ne vem, ampak bo do tega prišlo v prihodnosti, ki jo bomo dočakali. Ne. No, eno od področij, kjer se je ta vlada oziroma cela koalicija izkazala kot res diletantsko, je pa tudi promet. Ne glede na letni čas, naj bo to poletje ali po zimi, ali je zima, ali je sneg, ali ni sneg, mi stojimo na cestah. Kaj boste storili v zvezi s tem? Jaz sem to iz neposredne izkušnje lahko povem, ker se vsak dan vozim po štajerski avtocesti. In ne delate v doma. V Ljubljano in kljub temu, da skušam vedno preračunati, kdaj je to doma, da bom prišel ob času, ko moram biti. V Ljubljani se to velikokrat ne izide, ker 2-krat na teden je obvezno neka nesreča, zapora tunela in tako naprej. In je to zelo veliko milijonov ur, da Slovenci izgubimo na vožnji, v kolonah in tako naprej. In imamo vlado, v katerih sta dve stranki, ki sta na tistem znamenitem zasedanju na trgu pred parlamentom dvignili loparček, s katerim sta na vprašanja nadkoalicijskega partnerja Jaša Jenulla odgovorili, da ni treba graditi še dodatnih pasov na avtocestah. Češ, da to bi sam še povečal promet. In so se na začetku mandata tudi lotili na ta način urejanja prometa. Zdaj, pol jim je počasi kapnilo, da to ne deluje, in
Zdaj se vendarle ponekod gradijo, ne, tudi ti dodatni pasovi. Je pa to v glavnem stihijsko in brez tega, no, da bi tisti operativni izvajalci, ne predvsem Dars, znal pogledati na koledar. Ne. In pol imamo dela takrat, ko je največji promet, ko je sezona, in se moramo pol prepirati, oziroma se pol ljudje prepirajo po družabnih omrežjih, ne, kdo je zdaj tukaj pameten in kdo ne zna predvideti ničesar, niti poslušati vremenske napovedi o tem, kdaj bo sneg padel, pa kdaj je treba plužiti. Zdaj se dela znanost iz stvari, kjer so čas pač brez satelitskih slik pa pametnih telefonov, ne, komunalci natančno vedeli, kdaj morajo splužiti. Torej, vaša vlada je ustanovila tudi demografski sklad, ki je bil seveda ukinjen takoj. Problemi so pa še vedno tu, ne. Mi imamo danes, mislim, da 16% že tujih delavcev, otrok ni. Kako bomo rešili ta problem? Ja, brez otrok nikakor. Zdaj, demografski problem je ključen slovenski strateški problem, ključen problem večine Evrope in ključen problem zahodne civilizacije. Ne, ker če ni ljudi, ti ne pomaga ne visok BDP, ne milijarde v bankah, ne moderna tehnologija, ne, ker pač tukaj se vse konča. Ne. Tukaj se vse konča. Demografija je tista, ki odloči, ali bo neka država še obstala, ali ne bo obstala, ali bo neka civilizacija še obstala, ali ne bo obstala. Bilo je veliko civilizacij v človeški zgodovini, ki so propadle zato, ker je zmanjka ljudi, ali pa ki so zaradi tega, ker so v ospredje postavljale blagostanje ali pa komotnost, uvozile toliko tujcev, ne, da so potem recimo v Rimskem cesarstvu prestali večino v njihovih legijah in potem so poveljniki legij volili cesarja in naenkrat so izvolili za rimskega cesarja Germana. V drugačnih okoliščinah, ampak z bistveno večjimi koraki se to dogaja danes v Evropski uniji, v veliki meri. Ne. In imamo spet zahodni del, ki je bistveno bolj načet, in vzhodni del, ki je manj načeta, ne. In ki lahko dlje preživi, ne, pa je bolj odporen. Tudi vzhodno rimsko cesarstvo je preživelo stoletja dlje kot zahodno. Ne. Zdaj se stvari pač hitreje dogajajo. Dejstvo pa je, da gre tukaj tudi za spopad dveh konceptov. Ne. Recimo levičarska politika, levičarji na demografijo ne dajo nič. Ne. Če ne bo Slovencev, bomo vozili tujce. In med prvimi ukrepi ukinilo, kot ste prej omenili, urad za demografijo. Ljudi, ki so delali v uradu za demografijo, ki je izdelal dobre programe, kako pač povečati Sloveniji veselje do življenja in rodnosti in začeti reševati ta problem. Ljudi so prerazporedili v urad za migracije in tudi sredstva, ki so jih vzeli, denar, ki so ga vzeli v uradu za demografijo, so prerazporedili migrantom. In imate izjave Goloba, Mesca, pa mislim, da so se tudi drugi, Fajonove, ne, oglašali takrat, ki so se hvalili s tem. In mislim, da je minister Mesec rekel, da so ukrepi, ki jih je urad za demografijo pripravil za reševanje demografskega vprašanja, predmoderni, ne, da se zdaj to rešuje drugače. Ne. In pol smo doživeli izjavo predsednika vlade Goloba, ki je rekel, da zagovarja politiko odprtih meja in da je edina rešitev za ilegalne migracije to, da jih naredimo legalne. Ne. To je edina izjava kateregakoli predsednika, katerekoli vlade na svetu, ne, ki je odkrito
povedal, kaj je cilj neke levičarske politike. Ostali to skrivajo, ne. On je pa to odkrito povedal, ne. No, ko omenjate Fajonova je sploh posebni primer, ona je uvedla feministično zunanjo politiko, karkoli to že je, ne. V bistvu se pa ves čas zavzema za Hamas. Je pa za Iran, ne. Zdaj, eden njenih prvih srečanj je bil z iranskim zunanjim ministrom, še prej z ambasadorjem. Se pravi, s predstavniki režima, v katerem so ženske pravice drastično teptane, kjer disidentke obešajo, kjer so na 10.000 političnih disidentov, ne, tudi veliko žensk, enostavno pobili, ne, takrat, ko je pač režim zavzemal opozicije, kjer prebičajo žensko, ki sname pokrivalo. Zdaj, če je to feministična politika, potem so izbrali, rekel, slabo vodilo. Ampak kaj boste spremenili na področju zunanje politike? Ja, vse. Vse. To, oziroma tako, no. To, kar oni zdaj predstavljajo kot zunanjo politiko, ni nič. To ni nič. To je neko izobešanje in priznavanje, izobešanje zastav države, ki je ni, priznavanje države ob kršenju poslovnika državnega zbora, ki ne obstaja, pošiljanje milijonov denarja slovenskih davkoplačevalcev Hamasu, ne, tako ali drugače, pošiljanje denarja naokrog preko instituta tako imenovane razvojne pomoči za projekte, ki nikomur nič ne prinesejo, a ne. Ne vem, v Afriko pošilja denar za proučevanje spolov, a ne. Mislim, jaz sem bil na nekem sestanku oziroma na vrhu, na pripravah za vrh Evropska unija, Afriška unija, ne, kjer so se voditelji afriških držav, rekel, odkrito delali norca iz takšnih projektov, ne, in so prosili Evropejce naj vendarle rajš pomagajo, pa kako bolnišnico zgradijo, pa šolo, ne pa da postavljajo tam po Kongu inštitute za proučevanje spolov, ne, ker to nihče ne ve, kva to je tam, a ne. Ampak to se gredo, a ne. To se gredo, v glavnem gre za opravičevanja kraja denarja iz davkoplačevalskih žepov in preko sramotenja Slovenije. No, zdaj naša vlada si je izborila, oziroma smo bili praktično zaprošeni, no, da se borimo za sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov. Prejšnji ameriški zunanji minister oziroma šef State Departmenta Antony Blinken me je osebno poklical, naj Slovenija kandidira, da ne bo Belorusija, ki je bila tudi kandidatka iz te vzhodnoevropske skupine za varnostni svet, in da bodo pomagali, in so nam pomagali potem, da smo bili izvoljeni v varnostni svet, kljub temu, da nismo bili na vrsti, a ne. In kaj so oni naredili iz tega? Neko parodijo, ne, ki se itak zrušila v prah potem, ko je tisti, ki so ga najbolj kritizirali, vendarle dosegel ta mirovni sporazum, ne. V Gazi prekinitev ognja vsaj, ne. Saj ljudje ne umirajo več množično, tako kot so prej, ampak zaradi tega, kar je naredil Donald Trump, ne zaradi tega, kar sta naredila Tanja Fajon pa Robert Golob, ki je rekel, da bodo tam, da zbirajo padala, s katerimi bodo spuščali hrano v pomoč Palestincem, ne. In sem pol srečal enega pač kolega, ki je še vedno predsednik vlade in član Evropskega sveta, in mi je razlagal, ne, kako so se vsi nasmihali, ne, ko je bila ta veleumna ideja predstavljena v krogu ljudi, ki vendarle nekaj več vejo.
No, parodijo pa so naredili ti, ki vladajo tudi iz parlamenta, ne. Da ne govorim zdaj samo o teh kršitvah poslovnika, ki so neprestane, ampak Lena Grgurevič, to je pač poslanka Gibanja Svobode, je zdaj začela govoriti celo o črnuharjih. Kdo so pa to? Ja, vsi, ki niso všeč, a ne. Zdaj ona je en tak pravi obraz te poslanske skupine Gibanja Svoboda, a ne. Ona vse tisto, kar se pogovarjajo med sabo, potem pove tudi v mikrofon, a ne, in skrbi za transparentnost neke druščine, ki niti ni stranka, ne, saj se ne imenuje stranka, imenuje se gibanje. Kakšna druga beseda je bila za to bolj primerna, no, kaj so. In v bistvu moramo biti hvaležni, a ne. Ona razkrije pravo bistvo tega, kar pač poslanska skupina Gibanja Svobode je. Ker to, kar ona govori v mikrofon, tam pač na hodnikih, pa to njene kolegice in kolegi v bistvu uporabljajo enak besednjak. Gospod Janša, kaj je to janšizem? Ne vem, če sem jaz pravi. Ja, kako vi to razumete? Kdo sploh pravi, da to pove? Jaz to razumem večplastno, ne, ampak zdaj, kva to je, bi morali vprašati tiste, ki so to izumili, a ne. Ki so to izumili. No, ampak vendarle. V bistvu je pa to nek simptom, to, da se je prišlo do tega, to je nek simptom neke izpraznjenosti tranzicijske levice v Sloveniji, oziroma levice sej, neka normalna levica pravzaprav tudi v Evropi ne obstaja več, mogoče nekaj na Danskem, ne, pa v Luksemburgu, drugače pa normalnih levičarjev v Evropi ni več, ne, je to neka zblojena, rekel, radikalna sekta, ne, zato so tudi iz 12 mest v Evropskem svetu so padli na 3, a ne. Tako da, ta izpraznjenost se kaže v tem, da ko ne moreš več predstaviti nekega pozitivnega programa, okrog katerega bi delal koalicijo z volivci, a ne, potem iščeš notranjega sovražnika, ne. In glede na to, da se ima levica v Sloveniji za ponosne naslednike pač nekdanje partije, ki je itak utripala na tem, da vsi, ki niso bili z njo, so bili notranji sovražniki, ni bilo tako težko pač enakega koncepta političnega boja, ne, postaviti ali pa zavzeti tudi v razmerah, ko je to, rekel, skregano z vsako logiko, pametjo in ustavo. Ne. In kdo so to janšisti? Ja, vsi, ki se ne strinjajo z njimi. Zanimivo. Najprej se je opletalo z fašisti, pa naenkrat to nekako, ne. Zdaj, ko srečaš predstavnike te generacije, ki je v zadnjih 10 letih dobila volilno pravico, ne, pa rečeš fašist, dol jim visi, a ne. Mislim, to nič ne pomeni za njih, ne. To nekaj pomeni za, rekel, starejšo generacijo. Pa že tam se je to izgubilo in je bilo treba poiskati neko novo skovanko, a ne. No, ampak ko govorite o tej mlajši generaciji, mene presenetilo, recimo Asta Vrečko je generacija naših otrok, ne, če smo odkriti. Mislim, da je rojena leta 84. Zdaj, kako je možno, da gre tak otrok, lahko rečemo, prva stvar, ki jo naredi, gre na Čebine, kjer je bila seveda zasnovana komunistična partija. Kaj se je zgodilo? Kaj smo naredili narobe? Tudi konec koncev kot starši. Ne, za posameznike ne, treba zagotovo krivdo iskati tudi pri starših, ampak zaval za izgubljenost te generacije, ki je padla vmes, ne, kot ste dobro opisali, gre pa glavna zasluga Gabrovemu šolstvu v Sloveniji, ne. Slavko Gaber je v času vladavine LDS-a in pol še naprej postavil neko strukturo šolstva, ne, ki je cepljeno na tisto komunistično podlago odprej, ne, začelo množično proizvajati
ljudi, ki so imeli oprane možgane. In jih imajo. Še posebej na družboslovnih študijih. In iz pripovedovanj študentov, pa tudi nekaterih profesorjev, ki so imeli težave in tako naprej. Pred leti smo ugotovili, da je recimo stanje na nekaterih fakultetah, kar se tiče neke ozkosti, slabše, kot je bilo tam konec 80-ih let še v bivšem režimu. Definitivno, ja. Se pravi, to je v Sloveniji doseglo zelo zaskrbljujoče stanje in imamo generacijo, nekje v tem obdobju, ki ste ga navajali, katero bi težko rekli, da spada v ustavni okvir, ki ga imamo po svojem razmišljanju. Je pa seveda ta situacija ne samo v Ameriki, ker se je to najbolj očitno pojavilo nekaj let nazaj, ampak tudi v mnogih evropskih državah in tudi pri nas rodila bumerang efekt. Ko se je to pretiravanje v neko smer, to razlaganje, ta levičarska ideologija zdaj zavita v to prebojenstvo, tako radikalizirala, da je to rodilo enak odpor, kot ga je samoupravljanje s temelji marksizma rodilo v časih, ko smo mi hodili v šolo. Se pravi, je bil to nek mainstream, si moral delati izpite iz tega, pa mislim tako govoriti, ampak večino se mislim, da je to bullshit. Vsaj pol v kasnejših letih. V srednji šoli mogoče še ne, kasneje se je pa to že zelo jasno pokazalo. Ampak so takrat pač potem tudi iz družboslovnih fakultet začeli prihajati ljudje, ki so razmišljali drugače, kot pa je bil takrat mainstream, in zdaj se dogaja podobno. Zdaj se dogaja podobno, v veliki meri tudi zaradi tega, ker mlada generacija danes informacije jemlje iz internetne džungle. Tam je tudi zelo veliko slabih stvari, zadev, ki ne držijo, in tako naprej. Ampak so pač tudi dobre. In mlad človek išče, tam lažje najde resnico kot v programih nacionalne televizije ali pa Pop TV in tako naprej. In tistega ne gledajo, dela ne berejo. Zdaj, kakšne komentarje piše Tina Gaber v Ona Plus, to sploh ne ve, da obstaja Ona Plus. Je to neka revija, tisk je nekaj, kar je, bom rekel, za njih enako oddaljeno kot telefoni, ker je še žica zraven. In tega vpliva, tega rekel, ideološkega šlihtanja je bistveno manj, oziroma so učinki bistveno manjši. In danes lahko mirno srečaš v našem podmladku, jih je rekel, veliko mladih ljudi, ki niso stari niti 25 let, pa zelo zdravo razmišljajo. Ki se ne dajo kupiti, ne kupujejo bullshita. In ne samo to, so se tudi pripravljeni boriti za svoje prepričanje in za resnico in se borijo. 15 let, 10 let nazaj si jih moral z lučjo pri belem dnevu iskati, danes je zelo veliko. Ampak kljub temu pa je ta vladajoča koalicija, še posebej ta gospa Vrečko, sta ukinila muzej osamosvojitve. Zdaj sem videla, vi ste napovedali, da ga boste spet odprli, zdaj ob otvoritvi te Hribarjeve hiše v Cerkljah na Gorenjskem. Se bo to zgodilo? V vsakem primeru, kako se bo to zgodilo? Ko se je ta pokrajinski muzej osamosvojitve odpiral v Cerkljah, je slavnostni govornik Jelko Kacin na začetku govora zelo dobro povedal, rekel je, imamo vlado, ki se hvali, kako smo povsod edinstveni. Rekel, ne vem, če to drži, je pa ena stvar, ker smo dejansko edinstveni. Smo edina država, ki je ukinila muzej lastnega nastanka. In to še prej ne bil sploh postavljena.
In s tem tukaj pa smo res edinstveni. Glede, to je bil en tak protislovenski ukrep, ki ne bo zdržal. Ne. Tam muzej bo nastal, absolutno. Letos je 35. obletnica, ne, osamosvojitve. Ne. In jaz mislim, da ob tej obletnici ne, bo ta, ne bom rekel, da ta napaka popravljena, no, ampak bo ta projekt postavljen nazaj. Ampak nekateri pravijo, da je vse to, o čemer zdaj govorimo, 35 let prepozno, da bi morali v teh 35 letih vendarle že urediti to državo na način, da se ne bi to dogajalo. Ja, lahko rečem, samo drži. Veliko stvari je prepoznih, veliko stvari je zamujenih, veliko stvari se ne da več popraviti. Ne. Mnoge krivice ljudem, ki so že umrli, se da popraviti simbolično, ne pa dejansko. Je pa država še vedno tukaj in se jo da naravnati v pravo smer. In tudi Milan Kučan se še vedno oglaša. Kakšen je vaš odnos z Milanom Kučanom? Kot veste, se on nikoli ni bil pripravljen vse za isto milo z mano, na kakršenkoli pogovor. Bilo je nekaj 10 poskusov vseh živih medijev, tudi mainstream medijev, pa on nikoli ni pripravljen debatirati o stvareh, ker se pač boji resnice. In ta odnos se ni nič spreminjal v 35 letih. Kako je bilo na začetku, vizavi danes? Mislim, da v ponedeljek Igor Omerza predstavil knjigo, v kateri so objavljeni dokumenti iz časa slovenske pomladi, se pravi procesa JBTZ. In zdaj, kolikor sem jaz gledal to dokumentacijo v tej knjigi, je to knjiga, ki gospoda Kučana, pa še nekatere iz njegovega kroga, dokumentirano postavlja na laž. V tem smislu, da on in druščina okrog njega je takrat trdila, da za aretacije niso vedeli, da je to JLA naredila, da je šlo za pač vojaški proces in tako naprej. Tukaj so zdaj objavljeni dokumenti, ki dokazujejo, da je Milan Kučan grdo lagal v slovenski javnosti. Da je lagal v preiskovalni komisiji in da to počne še naprej. Ne. In kaj bo zdaj s tem? Nič. Zdaj s tem ne bo nič, ne, bo pa ne, za naprej stvar jasna. Ali ste vi kdaj imeli občutek ali pa zaznali, da vas Udba nadzira? Mislite takrat, v tistih časih? To, kar piše zdaj ta knjiga. Mislim, ne, da smo zaznali, mi smo vedeli. Ne? Ampak vi osebno? Nismo vedeli podrobnosti, drugače pa ja, seveda. Recimo, ko sem dobil prvo obtožnico, ne, z vojaškega sodišča, in sva šla potem z Dragom Demšarjem na tisto prvo zaslišanje. In sem prišel domov, je 5 minut po tistem, ko sem prišel domov, pozvonita na vratih dva gospoda iz takratnega PTT-ja, danes je Telekom, v jaknah, in sta rekla, fajn, da ste doma, smo vam prišli telefon priključiti. Jaz sem pa ravno, mislim, da smo kak mesec prej dobili odgovor na prošnjo za priključitev telefona, ker takrat to ni bilo kar tako, ne, da si ga dobil. Ker je pisalo, da žal letos ni razpoložljivih številk, če se bo drugo leto kaj sprostilo, vas bomo obvestili. No, ampak ta sta prišla, meni še isti dan, ko sem tam zaslišan, priključiti telefon. Jaz sem rekel, je super, smo dobili, da se ne da, sem rekel, se je ena številka sprostila tam. Ok, sem rekel, super, vam lahko priključimo.
Sem rekel, lahko sem jaz nimam aparata, ne, ker aparat si moral sam kupiti. Ne, imamo s sabo, sem rekel. Sem rekel, je super, priključi telefon. Jaz sem vedel, da je to pač zato, da bodo poslušali in seveda na tisti telefon nikoli nisem izgovoril nič takega, kar bi bilo za njih zanimivo. Ne. In vedno, ko sem se pogovarjal, sem jih pozdravil. Ali vas je karkoli v tej knjigi, naslov je Kaplar, ali vas je karkoli presenetilo? No, presenetilo me ni, ne. Je pa tukaj veliko dokumentov, ki potrjujejo stvari, ki so se počasi odkrivale tako ali drugače v teh desetletjih, ne, ko so, ne vem, tudi ljudje iz takratnega jugoslovanskega vrha napisali svoje spomine. Rajf Dizdarević recimo je napisal knjigo, ki je v takrat zvezdnem predsedstvu in on v svoji knjigi piše, da sta ga Stanovnik, pa mislim, da tudi Kučan, ne, da so se pogovarjali o tem, kako bodo nas aretirali in tako naprej. Bistveno prej, preden je sploh prišlo do aretacije. Ne. Skratka, to so bili spomini, to niso bili dokumenti. Ne. Tukaj pa Merza pač objavlja uradne dokumente iz tistega časa, ki 100% nesporno dokazujejo, da nas nismo bili mi aretirani zato, ker pač ne, je hotela ILA nas se znebiti, ne, seveda v jugoslovanskem vojaškem vrhu je zagotovo nisem bil priljubljen takrat, ne. Ampak vse tajne preiskave je UDBA naredila, je slovenska UDBA naredila, slovenska UDBA nas je aretirala, slovenska UDBA nas je njim dala. Slovenska UDBA je preko Kučana in Dolanca obvestila vojaški vrh, da ne, tukaj imate nekoga, ki ima vaš dokument. Ne. Skratka, vse to je zdaj dokazano, da je bilo to vse speljano v Sloveniji in to ne sem zato, da se pač znebijo nekoga, ki se je šel kontrarevolucijo, ne, kot je Kučan rekel, tacno, ampak tudi zato, da se ustrahuje druge, ne, za primer drugim. Ne. Nekoč ste zapisali, pa zdaj je to že kar ponarodelo, se mi zdi, da osamosvojili smo se, zdaj se moramo pa še osvoboditi. Kdaj se bomo osvobodili? Jaz mislim, da je ta stavek prvi izrekel Lojze Peterle, ne, že pred davnimi leti, mislim, da je bila to 10. obletnica Demosa. Takrat, ko je tudi Jože Pučnik zelo odkrito govoril o elementih izdaje, ne, v času osamosvajanja. Ustavna večina razuma je danes potrebna za to, da se dejansko osvobodimo potem, ko smo se osamosvojili. Zgolj neka šibka vlada tega ni sposobna. No, med temi temami, ki so res in področji, ki so potrebni spremembe, so tudi seveda pravosodje. To ste najbolj občutili na svoji koži, pa seveda tudi mediji. Kako se bomo v Sloveniji lotili pravosodja, kako bi se ga morali lotiti? No, pa z resno reformo, ki bo vzpostavila sistem, kjer sodniki ne bodo imenovali sami sebe. Da v bistvu imenujejo sami sebe. Te predloge imamo, potrebujemo pa tudi za to, seveda ustavno večino. In seveda ustavno večino potrebujemo tudi za to, da se uredi ustavno sodišče. Kako farso imamo zdaj, ne? Ni jim dovolj, da imajo večino v ustavnem sodišču. Zdaj hočejo imeti 9 levih v 9-članskem ustavnem sodišču. Izvoljenih z navadno večino v državnem zboru. Ja, absolutno, ja, z 46 glasovi. Tukaj bomo v spremembi ustave seveda dali v dvotretjinsko večino. Ne. Imamo absurd, ne, varuha človekovih pravic, zdaj ga ni že leto, pa pol, pa noben ne ve, ne. Noben ga ne pogreša. Zanj ga rabiš 60 glasov, ne, za ustavne sodnike, ki pa ne, imajo absolutno oblast v tej državi, pa zgolj 46 glasov. Ne. Ampak tudi za to spremembo rabimo ustavno večino in to je seveda potrebno narediti. Ne. Ker ta absurd zdaj, ko so napakirali ustavno sodišče, če bodo še ti 3 izvoljenimi z 9 levaki,
To ni nikjer, ne. Še v Zimbabveju imajo po moje nekaj takšnih, ki dajo drugačen vtis. No, prav za varuhinjo človekovih pravic je bila predlagana predsednica, je predlagala Simono Drenik Bavdek. Ona je bila glavna, ključna vloga v tej aferi z določanjem meje s Hrvaško. Mislite, da je to pravi kandidat? Jaz mislim, da ni, ne. Ampak tudi mimo tega je nehigienično, da potem, ko leto in več nismo imeli ne guvernerja, ne varuha človekovih pravic, zdaj za zadnjo sejo v mandatu predsednica predlaga 3 ustavne sodnike, guvernerja centralne banke, absolutno neprimerno osebo, varuhinja človekovih pravic, ne. Ob koncu mandata za cel naslednji mandat ali celo za 2 mandata in še več, ko gre za ustavne sodnike. Glejte, to je nehigienično. Mi smo povedali predsednici države, da naj tega ne dela, da se to v demokraciji pač ne spodobi. Se nas ni poslušala, tukaj je do nekih dilov očitno prišlo za koalicijo in skušajo zdaj to narediti. No, jaz naprej povem, da mi pri tem ne bomo sodelovali. Niti ne bomo šli na te seje, ker je to popolno absurdno. Za nas so ta imenovanja na meji legitimnosti in ko gre za ustavno sodišče, sem povedal. Mi rabimo tukaj spremembo ustave in ustavno večino za imenovanje ustavnih sodnikov. Pa tudi sicer smo imeli v državnem zboru v tem mandatu, mislim, da 127 izrednih sej, pa 37 rednih. Pa kaj imamo, vojno stanje? Kaj je to? Imeli smo vojno stanje, Ja. takrat, ko je država nastajala, imeli smo finančno gospodarsko krizo, ki je šlo res za nohte, imeli smo COVID, ne. Nobenem od teh obdobij ni bilo toliko izrednih sej kot zdaj, ko baje vse cveti, ne. Dejstvo pa je, da ta Golobova koalicija ne želi razprav o predlogih, ne, zakonov, ki jih predlaga, in ker če gre po rednem postopku, ne, so tukaj neki roki, razprava se odpre. Lahko se pogledajo stvari, razčistijo, pač deležniki, ki jih zakon zadeva, dajo svoje mnenja, tudi opozicija dobi ta mnenja. Skratka, je nek vsaj približno resen postopek in se ve, kaj je parlament sprejel. Tukaj oni ponesejo zakon, v ponedeljek, v petek je že sprejet, ne, na izredni seji, in čez 2 tedna, ne, ugotovijo, da so not neumnosti in predlagajo spremembo tega zakona na novi izredni seji. Ne. Ja. Je pa res, da jih osrednji mediji pri tem pokrivajo, ne. Če bi to počela, recimo naša vlada v prejšnjem mandatu, ne, bi vozili z motorji, ne samo s kolesi. Mi smo 10 protikoronskih paketov spravili čez proceduro. Ob tem, da smo morali upoštevati vse poslovniške in zakonske omejitve, kar se rokov tiče, lepo prosi državni svet, da se je odpovedal pravici veta, takrat, ko se je zelo mudilo, usklajevati to z poslancev manjšin, z tistimi v opoziciji, ki so bili vsaj približno razumni, ker smo bili manjšinska vlada in tako naprej. Čakati 30 dni, ko so predlagali posvetovalne referendume, a ne. Pri tej koaliciji pa poslovnik nič več ne velja, ne. So se odločili, da bodo pred evropskimi volitvami priznali Palestino, predlagali v posvetovalni referendum, niso čakali 30 dni, ne. Se je mudilo, ne. In ne, pa ni šlo za neko zadevo, od katere bi bila odvisna usoda te države, ne. Šlo je za podporo Hamasu, ne. Zato so kršili poslovnik. No, zdi se, da ena redkih stvari, ki je pa temu predsedniku vlade res uspela, je pa bilo čiščenje janšistov, ne. To so pa počistili, ne. Kaj se vam zdi, so počistili? No, saj, mogoče je vsa beda, ne, tega iskanja notranjega sovražnika pa janšistov, ne,
bila razgaljena ravno pač na tej potezi, ko sta se sprla predsednik vlade pa notranja ministrica Bobnarjeva, ne? Ker ko je on naročil čiščenje janšistov, je rekla, razumem, in so šli čistiti janšiste, potem so pa ugotovili, da pač malo problema, ne, kdo je zdaj janšist. Ne. In potem je on zahteval zamenjavo enega načelnika policije, mislim, da v Novi Gorici, pa na uradu za varovanje, češ da je janšist, ampak ona pa je bila verjetno poznala te ljudi, ker so skupaj rasli gor iz policijskih šol naprej, pa je rekla, da pač njen kolega ni pač janšist, pa se nista mogla zmeniti, da je zdaj janšista. Ne. Golob je verjel, da kogar jaz tako imenujem, tega je pač treba odstraniti. Ne. Ti si fašist in te pač treba ustreliti, pa je pa prišlo do nekega konkretnega problema in je nastal ta spor in se je zadeva končala tako, kot se je končala. In zdaj vesoljna Slovenija čaka, ali bo protikorupcijska komisija dala tukaj piko na i ali ne pred volitvami. Jaz mislim, da ne bo. Ne? No, ampak dejansko so pa v policiji izvedli menjave praktično vseh sposobnih ljudi, ker so jih obdolžili, da so v času covida, ne, uporabljali policijska pooblastila proti izgrednikom. In še danes imate v disciplinskem, pa tudi v kazenskem postopku vrsto policistov, ki so takrat pač izvajali zakon. Ne? Ko so izgredniki ogrožali tuje delegacije, ko smo imeli vrh Evropska unija, Zahodni Balkan, ali ko so zapirali obvoznice, ali pa ko so enostavno razbijali po trgih. In seveda na ta mesta so nastavili kao nejanšiste. Ne. In smo prišli v situacijo, ko imate na mestu generalnega direktorja policije osebo, ki ima še popoldansko obrt za urejanje nohtov. Jaz ne vem, če še kje na svetu obstaja država, ki je imela za šefa policije nekoga, ki ima še popoldansko obrt za urejanje nohtov. V bistvu je dvoživka. V Sloveniji je pa to pač nekaj. Zdaj, jaz poznam še nekaj nepočiščenih policistov, no, ki pravijo, da pač ne, gre za osebo, ki nima nikakršne avtoritete. Ne. In pol se zgodi to, kar se je zgodilo v Novem mestu. Ne. Za 2 meseca zaprejo napačnega človeka, kljub temu, da so Aleša Šutarja ubili pred 20 pričami. In večina teh prič je tudi povedala, kdo je to naredil. Ko sem jaz na pogrebu z gospodom Šutarjem, je prišla skupina mladih do nas, do mene, ki so bili zraven, ki so povedali, ta, ki je v zaporu, ni ta, ki ga je udaril. Ne, udaril ga je ta in ta. So natančno opisali, kako se je dogajalo vse to in tako naprej. Jaz sem jih vprašal, ste to povedali policiji? Ja, so rekli, vsi smo bili zaslišani in smo to vsi povedali, pa tudi drugi so povedali. Pa kljub temu so 2 meseca držali v priporu nekoga, ki je bil zraven, ki je tudi prej razgrajal noter po gostilni in grozil, ampak ni bil tisti, ki mu je zadal usodni udarec. In niso zaščitili dokazov. To je zdaj struktura, očiščena janšistov, ne, ja, ki skrbi za našo varnost. S tem, da pač policisti, ki jih je še vedno veliko, ki želijo pač upravljati svojo dolžnost v skladu z zakonom in vestjo in tako naprej, in profesionalnimi kriteriji, so zdaj prestrašeni, se bojijo. Ne. Zdaj, kaj? Tisti, ki so razbijali in so dobili globe, ne, so bili oproščeni, so se jim globe vrnile. Mi smo v disciplinskih postopkih, v kazenskih postopkih, zato ker smo izvajali pooblastila. Še vedno kričijo v parlamentu nad nami, da smo zaplinili Ljubljano. Ne. Ljubljana nikoli ni bila zaplinjena, je bila pa ogrožena velikokrat. Pač ta policijska pooblastila so bila uporabljena proti izgrednikom, ne proti mirnim demonstrantom. Novinarji so bili napadeni, snemalec je bil poškodovan,
ne od policistov, ampak od izgrednikov, kamere so jim jemali, pretepali so jih, ampak globe so jim bile vrnjene, policisti so v postopkih, vsi ne vejo, kako ravnati. In potem imate situacijo, varnostno situacijo, ki se je v številnih slovenskih mestih zelo poslabšala. Ne. To, kar se je zgodilo v Novem mestu, je pač samo vrh ledene gore, kjer se uničuje profesionalno jedro slovenske policije. In ne nazadnje tudi profesionalno jedro javne radiotelevizije. Ne? Tudi ta je očiščena janšistov in depolitizirana. Kako bomo to popravili? Po mojem se to ne da. Po mojem se to ne da. Tukaj bi bolj si morali uveljaviti grški scenarij, ne? Se pravi hišo zgraditi na novo, na podlagi profesionalnih kriterijev, ali pa pač razglasiti, ok, to je pač hiša, ki je depolitizirana, se pravi je levičarska, ne? Ker to pomeni in naj pač oni plačujejo. Tisti, ki se strinja z takšno hišo, naj tudi plačuje. Kdor se pa ne strinja, pa naj ne plačuje. Pa se bodo stvari uredili. Bodo tu kakšne spremembe pri tem plačevanju? Bodo. Lahko kaj več? Eno ali drugo. Ja. Dobro, zdaj vi ste tudi bili izvoljeni na mesto podpredsednika največje svetovne desno-sredinske internacionale. Za kakšno organizacijo gre? CDI je nekdanja krščansko-demokratska internacionala, ki pa se je potem razširila tudi na stranke, ki niso krščanske. So pa nekako v tej sferi konservativnosti, zagovarjanje pravice do življenja, svetosti življenja, družine, skratka nekih teh temeljnih vrednot. In seveda internacionala se je zelo razširila, praktično po vseh kontinentih. Je pa to internacionala, kjer so stranke, ki so tudi zelo različne. Ampak pač so nekateri kriteriji, ki nas vseeno združujejo. In če bi štel število članov strank v internacionalah, je to največja. Ne. Je to daleč največja. Odvisno sicer, kako indijske stranke štejemo, ker stranke v Indiji imajo desetine milijonov, stotine milijonov članov in tične stranke, pa ne vem, kjer je bolj številčno, no, ampak tudi člani, sta tudi dve indijski stranki, pa ne vem, kjer je bolj številčno, no, ampak člani sta tudi dve stranki, pa ne vem, kjer je bolj številčno, no, ampak dejstvo je, da je konservativni pol, ne, ali pa desni pol, pogojno rečeno, v mednarodnem političnem prostoru v zadnjih 10 letih postal bistveno močnejši od levega. Bistveno močnejši od levega, ker pa levi pol obvladuje 90% svetovnih medijev, se to še ne vidi. Ne. Se pa bo počasi. Ampak vendarle se je ta internacionala oglasila tudi, ko je šlo za udar levice na nacionalni televiziji. Kaj zdaj to pomeni za nas? Kaj si pravzaprav ta svetovna javnost, politična javnost, desna javnost, če želite, misli sploh o Sloveniji? Približno isto, ko midva. S tem, da je nekatere stvari težko razložiti. Nekatere stvari je zelo težko razložiti, ker vendarle Slovenija je del Evropske unije, članica NATO, razumete, ne? In to so neki okviri, ki te definirajo, tudi ki te opredeljujejo v mednarodnem prostoru, a ne. Potem pa se zve, da je neka vlada v tej državi sprejela takšne in takšne ukrepe. Zdaj, kako si to pojasni, kako je to možno v Evropski uniji ali pa v NATO, in ko to razlagaš, nekateri odkimavajo z glavo, a ne. Pač stvari ne gredo skupaj.
In kaj mu odgovorite? Pač pojasnimo zadeve. Ne? Če si zraven, lahko pojasniš, če nisi zraven, težko pojasniš. Zdaj, te dni prihaja v Slovenijo na vaše povabilo tudi Alejandro Peña Esclusa, to je strokovnjak za Latinsko Ameriko. Kaj se mi lahko naučimo iz teh njegovih misli, knjige o tem kulturnem marksizmu? No, zelo veliko, ne? Predvsem kako je ta dolgi pohod pri osvajanju kulturnih pa medijskih oziroma javnomnenjskih institucij praktično deloval v Latinski Ameriki in kako je to vplivalo tudi na naš prostor in tako naprej. Tukaj so v teh njegovih knjigah so zelo natančno opisane tudi volilne prevare, ne? In tisto, kar smo prej na začetku govorila. Zdaj, na nekatere stvari, ki se dogajajo pri nas, ne, smo postali pozorni šele potem, ko smo prebrali to njegovo knjigo o volilnih prevarah. Ne. Zdaj, o tem, kako je ta Sao Paulo Forum, oziroma kako je ta Levičarska internacionala v bistvu izdelala priročnik, kako goljufati na volitvah. Ne. Kako je treba najprej z mediji pa z javnomnenjskimi anketami ustvariti vzdušje, ne, v katerem neka stranka kar naenkrat se ji prikazuje velika podpora in tako naprej, pa tudi če večina ljudi temu ne verjame, vseeno, ne, je to neka podlaga in potem, ko zgolfajo in ta stranka res dobi tak rezultat, to zgleda bolj verjetno, kot če te podlage ne bi bilo. Ne, pa potem, kako se golfa z računalniškimi programi, ki računajo rezultate in tako naprej. In tudi tukaj pri nas ni neke 100% zanesljive kontrole. Te njegove knjige so zelo koristno branje, ker razloži stvari s primeri, ne, ki jih vsak razume. Ne. Je pa zdaj ta njegov obisk še dodatno aktualen zaradi dogajanja v Venezueli. Ne. Ja. Alejandro je dal skozi disidentsko življenje, ne, v Venezueli, bil zaprt pod skozi disidentsko življenje, ne, v Venezueli, bil zaprt pod Madurom, njegovo hčerko so skoraj ubili na protestih. Potem moral še enkrat bežati iz Kolumbije, kjer je dobil azil, ko so tam levičarji prevzeli oblast. In v detajle pozna Venezuelo in njihovo situacijo in vidim, da je velik interes medijev zdaj zanj. Ko bo tukaj na obisku, ne, kjer ponuja pač odgovore iz prve roke. Ne. No, zdaj za konec, upam, da ta podcast ne bo označen kot sovražni govor, ker smo marsikaj povedala. Zanima me to za konec, kako si vi želite, da si vas ljudje zapomnijo in sploh Slovenija zapomni? Pa jaz se s tem ne ukvarjam. Ne. Jaz skušam delati tisto, kar mislim, da je prav, kar je potrebno. To, da me velikrat ali pa mainstream medijih pravilno prikazujejo drugače ali pa izkrivljeno in tako naprej. Če se spomnimo vseh 100 naslovnic Mladine, ne, v zadnjih 30 letih. Zdaj sem se spomnil na to, ker je aktualni predsednik vlade vložil tožbo zaradi ene naslovnice Demokracije. Zdaj, če bi jaz enako ravnal, bi bil že milijarder, verjetno, ne, oziroma bi Mladina bankrotirala, če bi bili v pravni državi. Tako da, gledajte, jaz se s tem enostavno ne ukvarjam. Torej, v kolikšni meri se vas vse to dotakne, tako na tej osebni ravni? Ne, to se verjetno človeka bolj dotakne, če stoji ali pa sedi na mestu. Ne, jaz ne sedim pa stojim na mestu, jaz se gibnem pač. Oziroma po domače rečeno, mi se borimo za stvar, ne. V smislu, kot je definiral moj predhodnik na čelu stranke, dr. Jože Pučnik. In ko se boriš za stvar, ti je stvar pomembna, ne pa vtis. Gospod Janez Janša, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za ta izčrpen pogovor. In hvala za pozornost. Nasvidenje.